pozdrav. Danes smo tukaj za SITV z gospodom Tomažem Piršom, enim izmed tem, ki sodelujejo. In prvo vprašanje je, pred kom pravzaprav danes ljudstvo dviga svojo glavo? V bistvu proti celi politiki, levi in desni, ker nas samo razdvajajo, niso nobenih rešitev pokazali do zdaj, ne? In mi menimo, da je celi sistem zgrešen. Menite, da je zgolj ta vlada Janeza Janše tiste, ki je za nastalo situacijo kriva, ali je k temu stanju prispevala tudi prejšnja vlada Boruta Pahorja? Ena kratka primerjava. Za razgradnjo socialne države so vse vlade do zdaj krive v zadnjih 20 letih. Na lanskem protestu se je zbralo okrog 700 ljudi. Ja. Vaš komentar, oziroma eden izmed komentarjev teh, ki tukaj sodelujejo, je bil, da takrat še ni bilo krize. Sedaj zagotovo kriza je tako političnega kot socialnega značaja. Koliko ljudi torej danes pričakujete? Danes mislimo, da je bo vsaj 2000. 2000. Ker so se najavili tudi z cele Slovenije, ne? Tako da so že prišli veterani iz Primorske, recimo, ne? Na kakšen način ste se promovirali? Omenjajo se socialna omrežja in letaki. Letaki, socialni omrežji, tudi nekaj po medijih, ne? Kdo bodo tokratni govorniki? Tukaj se omenjajo Danijel Rebolj, Janja Vidmar, Primož Valant, Boris Vezjak in Lara Janković. Bodo vsi ti tukaj? Vsi pridejo in vsi bojo imeli torej... Ja, še, ampak še pridejo, pa bojo torej govorniki, vsekakor potrjeni. Pričakujejo se tudi predstavniki Združenja veteranov vojne za Slovenijo in Društvo pisateljev. Tudi ti so potrdili svojo prisotnost? Eni so že tukaj. So že tukaj. Zakaj je po vašem mnenju udeležba sindikatov še vprašljiva? Sindikati so malo tak, ne? Prvo so bili zainteresirani, zdaj se malo nazaj potegnili, ne? Tako da vprašanje, kaj tu odzadaj, ne? Zdaj, če gledamo, da je 14. so vse evropski protesti napovedani, naši sindikatov pa ni zraven, ne? Ja, sem opazila, ja. Pa je mogoče kateri od teh sindikatov se odzval vabilo, oziroma ste dobili potrdilo, da bi prišel danes sem? Zveza svobodnih sindikatov Slovenije. Zlobni jeziki namigujejo, da so podporniki protesta vsi simpatizeri ali člani leve politične opcije in da je ta protest naperjen proti vladajočim, torej desno vladajoči politiki. Kaki bi bil komentar na to? To zanika takoj, ne? Mi smo dejansko tudi s samim pozivom na protest hoteli čim širšo plast družbe zajeti vse civilne iniciative. Nam je vseeno, ali si levi, ali si desni, ne? Ampak dejansko ta politika nikamor ne vodi, ne? To sem tako sem prej rekel, ne? Niti levi, niti desni. Kakšno je torej jasno sporočilo vas proti tej vladi? Da naj odstopi. Naj odstopi. Vse bi ljubili na svetu, ki ne obstajajo, je en izmed redkih, ki uporablja pravo telo, krvari skozi kosmos, ta glas prepeva šantijom. Dokaj ne obstaja, meni so ogorčeni. Dokaj ne obstaja, koncerti odpovedani. Dokaj ne obstaja, albumi so inštrumentalni. Dokaj ne obstaja, nič se ne da pomagati. Dokaj ne obstaja. Dokaj ne obstaja. Dokaj ne obstaja. Lep pozdrav vsem skupaj, hvala, da ste prišli. Jaz verjamem, da bo danes ta trg poln in kot ste slišali malo prej sireno, ta sirena oznanja konec nečesa in začetek nečesa mnogo boljšega. Torej, prvo kot prvo, da povem, protest je miren, tako da upamo, da boste ljudje stremeli k temu, da se tudi zaključi tako. Mogoče bi samo za začetek povabil vse skupaj, da se malo približate, konec koncev moramo biti skupaj, moramo se gledati, moramo čutiti svojo prisotnost drugo v drugem, ker edino tako lahko začutimo to, kar Thank you.
bi v bistvu resnično se zahvalil celotni ekipi, torej skupini 29. oktober, ki je celoten svoj prosti čas v bistvu dala za to, da se začnejo neke spremembe dogajati. V tem trenutku pač se to dogaja v Mariboru, kar niti ni toliko važno. Važno je, da smo za tem stojimo domoljubi, ki smo pripravljeni marsikaj žrtvovati in vložiti ogromno dela, da bo ta Slovenija enega dne v bližnji prihodnosti, upam, boljša kot je sedaj. Proizvodnja je obstala sredi delovnega dne. Vsak nam komandira, a na mitinge drži. Vsi so strašna končni, ja delamo pa mi. Godrnjali so livarji, nekdo pa rekel je. Ubil konca šihta, ubil sedma se. Ja, fantje, kva je to? Že kva ste se posedeli? A vam je slabo? Urjač je vzel kladivo, da nošti sladke rado, svetke v krpa tipat, da te nam veš rado. Tukaj imam samo še eno zanimivo zadevo, da vidimo, kako sistem deluje. Torej, prebral bom opravičilo rektorja dr. Danijela Rebolja. Rektor UM se danes zborovanja iz objektivnih razlogov ne more udeležiti. Pritiski, ki smo jim priča zadnje dni in še posebej zadnje ure, in gredo v smeri totalne diskreditacije napovedanih govorcev vse prek, samo potrjuje, da potrebujemo novo reformacijo. Reformacijo družbe in države. Takšne, ki bo temeljila na iskrenosti, radovednosti, ustvarjalnosti, svobodi duha, spoštovanju, sodelovanju in izmenjavi spoznanega, takšno, ki bo imela za cilj skrb za človeka in trajnostni razvoj, dvig ravni zavedanja, krepitev humanističnih vrednot, kulturo dialoga, kakovost bivanja in globalno pravičnost. Danes imamo en zanimiv spekter ljudi, seveda razen rektorja Danijela Rebolja, kjer smo slišali njegovo opravičilo, ki so se odločili, da je pač tudi čas, da se izpostavijo in da vsi skupaj združno naredimo tej diktaturi konec. Zato vabim prvo kot prvo umetnika, dobro znanega glasbenika, reperja, ki bo svojo kritično noto malo povedal, kaj se v Sloveniji dogaja. Na oder vabim MK-ja. Spet povrsti se dom, mars, katero vidim mal, kaž rezat v metru, ja nikdar več ne bi. Hvala lepa. Jaz sem najmlajši tu, jaz bom tako začel. Mislim, da je najslabše biti toliko star, ko si jaz v teh letih, kot smo zdaj, ker je res težko priti do česarkoli. Nemam preveč dolgovezo, ampak bi rad še samo to rekel, da zgleda, da res delamo nekaj prav, ker je še sonce posijalo, tako da hvala vsem, ki ste danes prišli podpreti. Začnem pa z enim čist preprostim tekstom. Eni vejo povedati, kaj vidijo na Pop TV, so okuženi, rečite, iščem trotl bobne. Mislim, da je to zarota, da ne opomota, bolj ko grabi za pilota, bolj se zdi mi, da si smotan. Sramota, da politika kupuje medije z denarjem, ko bi mogel iti za penzije. Pa nas več ko pol živi pod pragom revščine, predlagajo nove davke, saj niso resni, ne? Nismo levi, ne desni, mi smo direktni s 500 evrov za obresti. Tu ne moreš preživeti ti. Obljubljajo preteklost, ne verjeti bleferom, ker plemeniti kruzajo še vedno v Audiju šoferom.
Zato pa naj vejo, da je meni teror proti opranim glavam, ne jim brez veze pravim pero. Špukam serum, ne moreš ubiti me, pravim bratom glavo gor, samo ne pustiti se. Dober večer, dober dan in dobro jutro. Za tiste, ko ne veste še enkrat, moje ime je MK, letos sem izdal album, ki se imenuje Znajdi se in to je naslovni komad, ki govori o tem, kaj se nam dogaja. Mama mi je rekla, hodi v šolo, sine, tako bo star, boš imel pokojnino, lepo službo, avto, svojega psa in vse bo fino. Ma meni je diplomiral z 10 na pravu, zdaj v Lidlu išče na police neko kramo, čaka na odločitve tipov z ovalno pisarno, dali so mu avto, samo vedani za stalno. Ljudje se moramo večkrat znajti na novo, pa se spomnim na Steve Jobsa in njegov govor. Vsak ima svojo zgodbo, vsak svojo usodo, samo nažalost v tem času nima vsak isto možnost. Pa gledam intervju z italijanskimi mafici, pravi tip, kak je Slovenija raj za njih. Da se sploh niso rabili skrivat, da vse da se kupiti in da je celi sistem skorumpiran. Pa mi je jasno zdaj, zakaj večina nima slabo postavljeni temelji, kaj je to zidal Ivan. Ljudi kontrolira birokracija, tak da se more znaj, če hočeš res življenje uživati. Pa pravim, moraš enega najti, da se lahko najdeš, enega, ki pozna drugega, tak je danes, ja. Moraš imeti velik vez, moraš iti čez velik stranja in ga tudi poješ, če hočeš biti sit res. Moraš enega najti, da se lahko najdeš, enega, ki pozna drugega, tak je danes, ja. Moraš imeti velik vez, moraš iti čez velik stranja in ga tudi pojest. Poslušaj, nikoli ne bi diplomiral na pravu, kaj šele z 10, da bi se lahko hvalo. Čeprav mislim, da to res ne bi bilo slabo, če ne druga, da bi lažje spoznal kako barabo, ki jo vlada vlado za ključnih par komadov in če je treba porihta, veze tu v sabor. Nekoga komad toliko, da bi lahko v gradu živel, da spoznam preko njega enih par sanaderjev, da malo investirajo v neko mojo idejo, na dolgi rok mislim, dokler jih ne zaprejo. Pa da z njihovim denarjem potem počastim se in mi ostane še za nadaljne investicije. Pa da ratam privatnik in pol svoj biznis prodam nekam masno čez Atlantik. Kdo je rekel, da se ne znamo tajkune špilat, pa je vse začne se, ko začneš vizualizirat. Moraš enega najti, da se lahko najdeš, enega, ki pozna drugega, tak je danes, ja. Moraš imeti velik vez, moraš iti čez velik sranja in ga tudi poješ, če hočeš biti sit res. Moraš enega najti, da se lahko najdeš, enega, ki pozna drugega, tak je danes, ja. Moraš imeti velik vez, moraš iti čez velik sranja in ga tudi poješ, če hočeš biti sit res. Yes. Zdravo. Tam z obliga, da si prišel vsi mladi ljudje, vsi starejši ljudje, še enkrat spoštovanje, da ste podprli to danes tukaj. Dajte si en aplauz sami sebi, lepo prosim. Hvala. To je to. Ampak morate vedeti, taki ko so oni, sploh neko kapirajo, da njihovi otroci raje delajo, ko delajo isto, delajo kaj treba, da zaslužijo. Niso butasti, ne misli, da vas mali ne skušijo. Jaz vim, kak se ata znajde, ko zagusti skozi neke kompenzacije, neki popusti. Pravi, vsak lahko krade, samo smisla nima, raje mama z mamo zmerno, pa po noči mirno spima. Vim, da skrbi ga za sina, da faksa nima. Spomni me na Icota, kak je isto rimal. Res upam, da bom enkrat diplomiral, samo to, kar moram vedeti, sem že davno pokapiral. Včasih je lažje zbrit, švinglat in prešpricat, samo vse se vrne, ker karma je prasica. Tak da če odnesete od vsega tega samo eno, naj bo to, da to, kar delate, delajte pošteno. Moraš enega najti, da se lahko najdeš, enega, ki pozna drugega, tak je danes, ja. Moraš imeti velik vez, moraš iti čez velik sranja in ga tudi poješ, če hočeš biti sit res. Moraš enega najti, da se lahko najdeš, enega, ki pozna drugega, tak je danes, ja. Moraš imeti velik vez, moraš iti čez velik sranja in ga tudi poješ, če hočeš biti sit res. Moraš enega najti, da se lahko najdeš, enega, ki pozna drugega, tak je danes, ja. Moraš imeti velik vez, moraš iti čez velik sranja in ga tudi poješ, če hočeš biti sit res. Moraš enega najti, da se lahko najdeš. Vse se začne v Mariboru, da je jasno. Jaz bom govoril v imenu Koordinacijskega odbora kulture Slovenije KOKS in Združenja civilno-družbenih organizacij Slovenije COS. KOKS je nastal še pred nastopom te vlade februarja letos. Takrat smo pravilno napovedali, da je kultura
simbolno samostojno ministrstvo prvo v dolgi vrsti. Po kulturi sistematično napadajo in razgrajujejo demokratično državo, pravno državo, socialno državo, javni sektor, javno šolstvo, neodvisne medije, protifašistične simbole in skupno javno državno lastnino. Svoje lastno katastrofalno zapravljanje državne lastnine proglašajo za dokaz, da je država slab gospodar in da morajo zato državno lastnino razprodati globalnemu kapitalu. Kot politični cunami spreminjajo zakone protizakonito in protiustavno. Opozicija ne deluje ali pa pasivno sodeluje. Pravosodna veja oblasti, ustavno sodišče ne opravlja svoje demokratične funkcije in ne ščiti naše ustave. Finančno in institucionalno krizo Evropske unije in sicer nujno sanacijo javnih financ zlorabljajo in ustvarjajo družbeno paniko, da bi z državljani v šoku lažje nadaljevali z razgradnjo demokratičnega sistema in z dokončnim oplenjenjem državljanov Slovenije. Imamo maščevalno oblast, ki se v imenu sovraštva do lastnih državljanov maščuje svojim kritikom in domnevnim nasprotnikom tako, da jim jemlje pridobljene pravice, upokojenim borcem, delavcem v nekdanji Jugoslaviji, zaslužnim športnikom in kulturnikom, še dejavnim in kritičnim umetnikom, univerzam, medijem in tako naprej. Zaradi vsega tega je Koks na plenumu 22. oktobra letos soglasno sprejel predlog pisatelja Vlada Žabota za peticijo, pravzaprav poziv, ne v mojem imenu. Prebral bom besedilo te peticije. Zaradi strahu, pohlepa, izprijenosti, laži in razdora, ki vladajo v državi Sloveniji, javno odrekam soglasje vsem trem vejam oblasti. V mojem imenu tega, kar počnete, nimate pravice početi. Zato sprevrženost nimate mojega mandata. Zahtevam neideološko, tehnično vlado širokega soglasja s programom konkretnih razvojnih prednostnih nalog. Zahtevam demokracijo ter pravno in socialno državo. Peticijo bomo objavili na internetu. Pozivamo vse sodržavljane, da se ne dajo zastraševati plenilcem države. Plenilci računajo z vašim šokom. Za neuravnoteženi državni proračun, za korupcijo, za razvojni krč nismo krivi mi. Za vse to so odgovorni tisti, ki nas zdaj plenijo in ponižujejo. Celotna slovenska politika. Odgovornost politike je, da skrbi za delovanje države, za uravnotežene javne finance, za mednarodno kredibilnost države, za razvoj in prihodnost, za socialno kohezijo. Ista vlada, ki nas danes terorizira z zastraševanjem, je v prejšnjem mandatu z zgrešeno finančno politiko narušila državne finance in slovensko gospodarstvo, kar je nadaljevala z obstrukcijo vlade, ki je sledila. Bonitetne ocene Slovenije so ocene dela naših vlad. Ne sprejemamo njihovega sprevrženega. Nisem vedel, da bo treba kaj povedati. Sem pa vzel slučajno seboj pismo bralcev, ki sem ga poslal dnevniku v nedeljo, v soboto. In ker se nas znaša ravno nad našega velikega prijatelja, osamosvojitelja, obramboslovca, bogataša, mafijaša, bom zakaj mu pa ploskate, saj smo se demonstracije proti njemu. Pa vam bom kar prebral, mogoče v uvod to. Jaz sem Šmarčan iz Šmarja pri Jelšah in bil še
17 let pa en teden star, ko sem šel na boč v Partizane. Leta so me vrgli iz partije, ker sem rekel, da je Tito živi bolj razkošno kot perzijski šah. Ko sem pa celjskemu šefu Udbe, ali Ozna, takrat, ko je bila Jaka smo mu rekli, so rekli, Jaka, ti me lahko zapreš, mi ne bomo podpisali resolucije. Ker ne more biti predsednik delavcev in uslužbencev in kmetov, človek, ki se tako bogato, razkošno živi. So me potem zaprli, bil sem na Golem otoku, po Golem otoku sem šel v gimnazijo, v Celje naprej, sem doštudiral, zdaj, kateri še ne veste, ki me ne poznate, sem potem šel v Ljubljano, sem doštudiral, brez štipendije, brez vsega, sam z inštrukcijami, dokončal študij, sem šel v Idrijo, sem bil 5 let profesor matematike pa fizike, ko me je ravnateljica rekla, gospod Čanžek, vas bi pa sprejeli v partijo. Je pri meni zagorela rdeča luč, fant čim prej iz Idrije. In sem šel v Ljubljano k Vegi, tam smo vodorazvojni oddelek, z optiko sem se specializiral, čez 6 let sem pa šel, čez 5 let sem hotel iti v München, pa me je Udba klicala. Jaz sem na Golem otoku moral podpisati, da bom sodeloval z Udbo. In mi je en moj kolega iz Partizana rekel, Ludvik, podpiši. Sem rekel, ne bom podpisal, jaz ne kapituliram. In rekel, podpiši, ko boš zunaj, se boš pa odločil, boš sodeloval ali ne boš sodeloval. In tako sem jaz prišel pol ven, pa nikoli sekunde ne sodeloval z njimi. No in leta 96 sem šel v Švico, sem tam 30 let živel, bil Švicar, sem oddal jugoslovansko državljanstvo, nisem hotel imeti tiste rdeče potnega lista. In leta 92, ko je Kučan prišel v Švico, pa smo imeli eno diskusijo, pa sem ga krepko vprašal za nekatere stvari. In potem sem si pa mislil, ja, prihodnjič, če bo pa kaj takega, bo kdo rekel, ja, gospod Čanžek, kaj se pa vi vste, ko idem naše razmere, se vi ste Švicar. Sem pa potem prevzel slovensko državljanstvo, tako da imam zdaj domovinsko pravico v Švici in sem tudi slovenski državljan, čeprav mi je Slovenija strašna mačeha. Ja, jaz sem bil potem, ko sem prišel nazaj, sem prinesel, nekaj sem zaslužil, dobro delo napravil tam in bil samostojen pozneje, sem prinesel Janši 100.000 mark. Sem rekel, ja, jaz nisem bil jaz nisem nikoli bil v Sloveniji, da bi kaj vam dal in tako naprej, pa dam zdaj za demokracijo. Janša je tisto pospravil, ustanovil potem že družbo, ker si jaz bil večinski lastnik, ker jaz sem vsak mesec 1500 mark nakazoval. Jaz sem mislil, da je to ta prav. A še lahko kaj govorim? In jaz sem pisal že od leta 92 v časopis, jaz sem podpisva bralcev. V dnevnik, nedeljski dnevnik, Delo, v Večer še pa nisem napisal, ker ga nimam. Ne morem vseh časopisov, pa če bom, mogoče se bom daj še oglasil v Večeru. No, ja, jaz imam že 85 let, zato se malo vstavim. Ja, res. Dobro. No, in je Janša rekel, ja, dajte ustanoviti eno družbo, pa da bom jaz večinski lastnik, je rekel, tistih 100 jurjev boš dal not, Mark, ne, boš dal not, seveda tist denar je šel, ko je Janši, ali ne vem, kam je šel,
In poj so dali mene in rekel, mi ne moramo denarja sprejeti, ampak ti lahko kot privatnik, lahko ustanoviš družbo. Ustanovil sem potem družbo, ki je začela izdajati Demokracijo, časopis Demokracijo. Zraven je pa Janša določil, kdo bo zdaj moj prijatelj. Vlasta dva, doktor Milan Zver, ki ga poznate, vsi. Vam bom bolj povedal zgodbo o njem. Pa doktor Jože Zagožen, tega tudi poznate. On je Patrio gradil, on je termoelektrarna, ne, kaj sem, Škof, tlele pri, ja, to gradi posod, kjer je kaj denarja zraven, je pol zraven, ne. Spoštovani sotrpini, tovariši, dober dan. Vesela sem, da vas vidim v takem številu in najprej ne povem, da nastopam tle, aktivistka sem seveda najrajše, še rajše sem igralka, potem seveda aktivistka v teh časih, drugače pa tudi članica Gibanja Pravična družba, TRS in Zveze civilnih organizacij Slovenije, ki se seveda borimo za pravičnost, enotnost, solidarnost in trajnostni razvoj. Jaz ne bom danes iznajdla tople vode, sam rada bi pa povedala, kar me teži in ta svoja razmišljanja delila z vami. Najprej pa bi vam prebrala nekaj, kar je ne boste verjeli, tudi po 100 letih, kot da bi bilo napisano danes. Srečko Kosovel, Pravica. Rajši hlapčujemo in sanjarimo, kakor da bi živeli in si vladali. V času, ko nas tepe bič evropskih imperializmov, poklekamo pred Boga in molimo za svoje pravične gospodarje. In ti gospodarji nam pustijo Boga in vzamejo vse pravice, ki jih je Bog dal človeku. Preveč smo se ogledovali po Evropi, premalo po sebi. In ni čudno, da smo izgubili vero v božanstvenost religije, ki je sodelovala na vseh koncih in krajih za srečen izid vojne in pridigala zvestobo in uslužnost evropskim mogotcem, s tem pa poganjala v smrt milijone nedolžnih žrtev in osirotela 10-milijonske množice. Zakaj pa duhovniki in ostali božji uslužbenci ne rabijo dokazovati vrhunskosti in jim država mirno plača prispevke z našim denarjem? Medtem, ko imajo poskrbljeno za več kot osnovne življenjske potrebe, medtem, ko pobirajo neobdavčen denar še od vernikov, medtem, ko ima cerkev ogromno premoženja in profitnih dejavnosti, pa niti v krizi ne plačuje davka, ali Bog ne daj davka na dobiček? Ob vsem tem se pa še meša v politiko in namesto, da bi se ukvarjala z duhovnostjo, za kar je bila menda poklicana, se ukvarja s političnim pranjem možganov svojih vernikov. V ustavi je menda še vedno ločena od države. A vlada to dopušča? A ne velja kriza za vse? A lahko ta ista cerkev z vlado ured mirno gleda iz dneva v dan več lačnih otrok, ljudi, vso to krivično bedo? V teh časih blagostanja, ko imamo pravzaprav lahko vse, so naši otroci po šolah lačni? Kako lahko spite, gospod premier? Je to po vašem moralno in etično?
gospod Janez Janša pravi, da ga protesti nič ne motijo. Me veseli. A da nič ne rešujejo. Gospod Janša, s tem državljani, dokler imamo še to pravico do svobode govora, miroljubno izražamo svoje mnenja, stališča, strokovno argumentiramo nespametne, nestrokovno prehitro sprejete ukrepe, uredbe in zakone. In vaša dolžnost je, da nas poslušate in upoštevate, da z nami vodite korekten dialog, ker narod si bo zares pisal sodbo sam. Druge pristojne organe. Pravna država pa spi. Politiki, menedžeri in drugi gospodje se grejo zadnjo fazo privatizacije. Sprejeli so si zakon o holding, zakon o slabi banki, zato, da bodo lahko polastnili tisto, česar nam v zadnjih 20 letih še niso pokradli. S tem se ukvarjajo gospodje v državi. Kaj pa se dogaja z nami, z večino ljudi, z delavci, javnimi uslužbenci, pa jim kdor visi? Oblastniki. That is all. I wish you good luck. I will be there with you. I'm not going to run away unless I'm chased out of the country, of course. On bo ostal tukaj z nami in ne bo šel ven iz te države, razen če ga bojo pregnali. Hvala lepa. Samo moment, da se šlavim govor ven, jaz sem drugače Primož Valant, jaz sem ustanovitelj slovenskega Wikileaksa, ko odpravlja torej wikileaks.si, ki pa je dejansko bodoči wikiactions.org in ni samo slovenski, dejansko gre za globalno alternativo originalnemu Wikileaksu in reševali in ukvarjali se bomo z lokalnimi in globalnimi zadevami v vseh jezikih, v slovenščini, angleščini, v vseh jezikih na svetu. Zdaj pa mi sem dovolite, da se še dam gor očala, ker brez njih ne gre. Takole. Jaz bi se še enkrat zahvalil res organizatorjem, ki so neverjetni in posebej na prvem mestu Sanjin je number one človek, ki se zdaj skriva tam je. Sanjin, on je pobudnik in srce in gonilo vseh teh protestov tukaj in si zasluži dolžno pohvalo. Plus vsi ostali, ki jih tukaj vidite, ki pomagajo pri teh zadevah. In torej pozdravljen Maribor in Slovenija. Danes smo se zbrali tukaj, ker je situacija v državi dosegla katastrofalne razmere. Sedanja vlada presega vse prejšnje skupaj, glede na tega, kako uničuje našo družbo, zdravstvo, šolstvo, medije, okolje in da ne naštevam dalje, dejansko nam uničuje celotno državo in življenje ne samo sedanjim generacijam, temveč dejansko neštetim generacijam v bodočnosti. Korupcija, privatizacija in zmanjševanje stroškov na najbolj napačnih socialnih, zdravstvenih in šolskih področjih ter namerno uničevanje vsega ostalega s kulturo šoka in totalnega kaosa, ki so se jo dobro naučili pri svojih ameriških prijateljih in podpornikih, presega vse meje zdravega razuma. Izvaja se pa z izključnim namenom osebnega bogatenja in večnega obstoja koritnikov in tistih, ki so jim blizu na oblasti. Dejansko gre za genocid nad Slovenijo in Slovenci. Nam, ki smo gradili in financirali to državo in nekateri tvegali svoja lastna življenja za njo, ostaja samo posiljeno in oropano pogorišče, revščina, beda in vedno več lakote.
Zato smo se predstavniki mariborske civilne družbe, ki smo zadnja leta že prej sodelovali pri odmevnih protestih, kot je bil protest proti sporazumu akta in tako dalje, ponovno zbrali in organizirali. Samo združeni, vsi skupaj, delavci in delojemalci, sindikati, dijaki in študentje, brezposelni, upokojenci, kulturniki, umetniki, intelektualci in civilna družba v nenasilnem, miroljubnem, vendar odločnem in vztrajnem uporu vseh dobromislečih in naprednih ljudi v Sloveniji lahko spremenimo tok dogodkov, vrnemo nam ukradeno in privatizirano državo in preprečimo najhujše. Mi nimamo, ne potrebujemo in nočemo dosedanjih politikov in stricev iz ozadja, ker so vsi dosedanji, tako desni, sredinski in levi, večni krvosesi davkoplačevalskega denarja, ki niso v življenju resnično delali za življenje, v resnici so samo skrbeli za lastne riti in koristi in oni so krivi za sedanje stanje v Sloveniji, za korupcijo in privatizacijo, ki je dejansko kraja države. Ti ljudje ne zmorejo toliko samokritičnosti in razumevanja sedanjosti, da so večno včerajšnji, da uporabljajo iste metode preteklosti, katerim je demokracija le izgovor in sredstvo za osebno okoriščanje in bogatenje z metodami organiziranega kriminala.